neposredne učinke zdravljenja, tako klinične, ekonomske, humanistične, in zato poskušamo tudi z temi aktivnosti prispevati k varovanju zdravja posameznika in javnega zdravja. Več od knjižici pa, kot rečeno, bo povedala moja kolegica, magistrica Mira Abazovič. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in se zahvaljujem za besedo. Kot je že kolega magister Matjaž Tuš povedal, smo letos namenili temo izdelkom iz zdravilnih rastlin, saj opažamo, da uporaba zdravilnih rastlin in tudi izdelkov iz njih zadnja leta močno narašča. Ljudje obenem tudi sami nabirajo zdravilne rastline in jih predelujejo, tako za uporabo v prehranske namene, kot tudi za lajšanje zdravstvenih težav. Ljudje pogosto ne razlikujejo med zdravili rastlinskega izvora in med prehranskimi dopolnili, ki so tudi lahko rastlinskega izvora. Zdravila rastlinskega izvora se lahko uporabljajo tako za preprečevanje bolezni, kot podpora zdravljenju z zdravili in pa za lajšanje blažjih zdravstvenih težav. Ne morejo sicer nadomestiti klasičnega zdravljenja z zdravili, lahko pa pripomorejo, da se zdravstveno stanje hitreje izboljša. Prehranska dopolnila po drugi strani, tudi tista, ki vsebujejo zdravilne rastline, dopolnjujejo nezadostno prehrano ali pa povečane potrebe po določenih hranilih pri tistih osebah, kjer lahko zasledimo pomanjkanje. To je tudi pri športnikih, na primer, največkrat. Za zdravila je zakonsko zahtevano, da so varna, kakovostna in seveda morajo biti učinkovita. V zdravilih je vsebnost aktivnih snovi definirana in tudi kontrolirana s strani inštitucij. Pri prehranskih dopolnilih pa to ni tako. Prehranska dopolnila niso kontrolirana v smislu vsebnosti aktivnih snovi, podvržena so zakonodaji za živila, pri kateri pa je pomembno in preverjajo to, da so ta živila varna oziroma da niso škodljiva. Ljudje čedalje več kupujejo zdravila in prehranska dopolnila, ki vsebujejo zdravilne rastline tudi na mestih, ki niso najbolj primerna in kjer ne dobijo ustrezne strokovne informacije. To je velikokrat v raznih nepreverjenih spletnih trgovinah, lahko tudi od vrat do vrat, tudi v raznih športnih centrih in trgovinah s prehrano, kjer nimajo svetovalca, ki bi jim svetoval, kako naj te izdelke dejansko uporabljajo. Po takšnem nakupu se pogosto obrnejo na lekarniškega farmacevta, vendar je to lahko šele takrat, ko se pojavijo kakšni neželeni učinki ob uporabi teh izdelkov, oziroma če izdelek nima pričakovanega učinka. Ljudje namreč od teh izdelkov velikokrat pričakujejo preveč. Zato je vloga lekarniškega farmacevta kot svetovalca zelo pomembna. Zlasti pri presoji, ali je težava, ki jo ljudje imajo, sploh primerna za samo zdravljenje, nato pri izbiri ustreznega izdelka in pa tudi pri svetovanju, kako naj pravilno uporabljajo zdravilne rastline in tudi izdelke iz njih. Sicer se posamezniki vse bolj zavedajo, da so sami odgovorni za svoje zdravje. Na voljo imajo tudi čedalje več informacij v zvezi z zdravjem, vendar jih ne znajo zmeraj pravilno ovrednotiti in selekcionirati. Ker smo lekarniški farmacevti dejansko najlažje dosegljivi zdravstveni delavci, se velikokrat obrnejo na nas in zato se tudi mi zavedamo, da lahko veliko prispevamo k ozaveščanju ljudi in jih s svojimi nasveti tudi skušamo opolnomočiti. Na voljo je res veliko informacij o zdravilnih rastlinah, o uporabi, o izdelkih, vendar se ljudje ne zavedajo, da ti izdelki niso primerni za vse ljudi, za vse bolnike
in tudi, da je treba biti pazljiv pri določenih starostnih skupinah, kot so otroci, nosečnice, doječe matere in pa tudi starostniki. In prav pri teh je treba tehtno razmisliti o smiselnosti uporabe teh izdelkov in pa narediti skrben izbor izdelka, če se odločimo, da bomo tak izdelek tudi uporabili. Če grem kar na temo, kako izbrati primeren izdelek. Najbolj preverjeni in kakovostni so izdelki iz zdravilnih rastlin, ki so registrirani kot zdravilo. Zato ne bi bila to prva izbira. Druga izbira pa so izdelki znanih proizvajalcev, ki upoštevajo predpise dobre proizvodne prakse. Seveda pa je zmeraj najpomembnejše, da je izbor posledica tehtne presoje. Prvič, ali pacient sploh potrebuje izdelek, kakšno je njegovo telesno stanje, ima mogoče kakšne druge zdravstvene težave in kronične bolezni, katera zdravila že jemlje in za kakšen namen ga bo pravzaprav jemal. Zavedati se moramo, da tudi zdravilne rastline in izdelki iz njih imajo neželene učinke in lahko vstopajo v medsebojne reakcije z zdravili, ki jih ljudje dobijo na recept ali pa tudi v prosti prodaji. Zdravilne rastline, ki jih lahko vsakdanje uporabljamo in jih tudi pogosto uporabljamo, so pa tudi lahko najpogosteje tiste, ki vstopajo v te medsebojne reakcije, so na primer baldrijan, česen, ginko, ginseng, glog, grmivka in šentjanževka. Naštela sem najpomembnejše, tudi mnoge druge zdravilne rastline imajo lahko medsebojno delovanje z zdravili. Zato pacientom zmeraj svetujemo, naj zdravniku in lekarniškemu farmacevtu povejo, katera zdravila rastlinskega izvora, katera prehranska dopolnila jemljejo in tudi druge izdelke za podporo zdravja, ker lahko vsi ti izdelki vplivajo na delovanje njihovih zdravil, ki jih sicer redno jemljejo. Posvet z lekarniškim farmacevtom je zelo pomemben, zlasti za tiste, ki jemljejo več zdravil, to se pravi 5 ali tudi več zdravil. Te paciente je treba obravnavati celostno in to sedaj poteka v lekarnah tudi v okviru storitve pregled uporabe zdravil, ki jo izvajajo za to posebej usposobljeni lekarniški farmacevti v številnih lekarnah po celi Sloveniji. Mogoče bi na koncu samo še pozvala tudi k previdnosti pri nabiranju zdravilnih rastlin in pa pri predelavi zdravilnih rastlin doma, saj lahko pride mimogrede do kakšnih zastrupitev oziroma lahko pri izdelavi izdelkov mogoče naredimo takšen izvleček, ki ima tudi kakšno strupeno učinkovino v sebi. Jaz bi s tem zaključila svoj del, bi vas pa povabila, da si več o tem preberete v naši knjižici Izdelki zdravilnih rastlin, ki smo jih za ta namen pripravili v naši sekciji. Hvala lepa. Hvala, gospa magistrica Miroslava Vazovič. Zdaj bi še enkrat dala besedo magistru Matjažu Pušu, da predstavi izsledke raziskav, ki je bila opravljena na temo razlikovanja med zdravili iz zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil. Hvala lepa. Ja, v okviru teh aktivnosti, ki sem jih uvodoma omenil, smo opravili tudi manjšo raziskavo, anketo, v kateri smo naključno izbrane po različnih koncih Slovenije povprašali v zvezi z prehranskimi dopolnili. In izsledki te raziskave, te ankete potrjujejo nekatere izkušnje kolegov v lekarni. Pričakovanja ljudi v zvezi s prehranskimi dopolnili, njihovim vplivom na njihovo zdravje ali pa celo na potek bolezni so pogosto prevelika in neutemeljena. Ob tem pa je skoraj tretjina vprašanih menilo, da prehranska dopolnila ne morejo imeti neželenih učinkov ali pa da ne morejo vplivati na delovanje zdravil.
Iz te raziskave, ankete izhaja tudi, da se največ vprašanih odloča za prehransko dopolnilo po nasvetu bližnjega sodelavca, družinskega člana, znanca, torej nekoga iz svojega socialnega kroga, ali pa na podlagi oglasnih sporočil, informacij v medijih ali na svetovnem spletu. In v luči teh ugotovitev in tveganj, ki lahko izhajajo iz uporabe prehranskih dopolnil, tudi iz uporabe prehranskih dopolnil, je vsekakor ta nasvet, da se je koristno dobro posvetovati pred odločitvijo strokovnjakom na mestu. Magistri farmacije in farmacevtski tehniki v lekarnah so dobro usposobljeni tudi na tem področju, zato bodo znali svetovati, ali sploh, kdaj oziroma kateri izdelek je za posameznika najprimernejši. In te kompetence, ki jih imajo in tudi omogočajo kritično vrednotenje tovrstnih izdelkov, kar je nujno za zagotavljanje ponudbe kakovostnih izdelkov. To je tudi še en vidik, ki je zelo pomemben, ko se pogovarjamo o prehranskih dopolnilih. In kot rečeno, te kompetence kolegi v lekarnah imajo, jih je pa treba seveda ohranjati, pridobivati tudi nove, in tem vsebinam je pa namenjen letošnji simpozij. To pa je ena aktivnost, ki je v sklopu aktivnosti za strokovno javnost. In ta simpozij kot ostale aktivnosti pripravlja sekcija farmacevtov javnih lekarn Slovenskega farmacevtskega društva. Najlepša hvala, magister Matjaž Tuš. Hvala vam. S tem se uradni del novinarske konference nekako zaključuje. Bi pa posebej povabila tudi vas, če imate še kakšno dodatno vprašanje za govorca, prosim. Jaz sem eno vprašanje. Zanimivo, da imamo posameznika, ki je relativno zdrav, ampak bi pač v svojo prehrano vnesel čim več različnih hranilnih snovi. A je bolje, da te snovi dobi preko prehrane ali preko recimo kakšnih dodatkov v obliki vitaminov oziroma mineralov, ki jih lahko kupi tudi v lekarni za pijo? Jaz odgovoriti na to vprašanje, to je zelo dobro vprašanje, ampak vedno je prvi nasvet zdrava uravnotežena prehrana. Za zdravo uravnoteženo prehrano načeloma dobimo vse tiste hranila, ki jih potrebujemo za normalno življenje in za ohranjanje zdravja. Načeloma prehrane, če je ta uravnotežena, če je kakovostna, raznovrstna, ni treba dopolnjevati. Se pa pojavljajo v določenih primerih, enega je omenila že kolegica Bazovič, ko je pa smiselno, ker je s prehrano težko. Recimo pri športnikih, kjer so potrebe pač večje zaradi intenzivne vadbe in je težko zaužiti tok hrane, da bi bil vnos hranilnih snovi dovolj velik. Ali pa recimo pri nekom, ki določene hrane ne uživa, se izogiba določenim skupinam izdelkov, recimo, ne vem, ribam, ne. Priporočljivo je, da bi tedensko uživali vsaj eno ali dve porciji mastne ribe, ampak vprašanje je, koliko ljudi to dejansko počne. V takšnem primeru je smiselno dopolnjevati prehrano tudi z prehranskimi dopolnili, ki so zgoščen vir posameznih hranil, v tem konkretnem primeru z nenasičenimi maščobnimi kislinami. Skratka, kar nekaj teh primerov je, ko pa je s prehrano malo težje zaradi različnih vzrokov. Takrat je smiselno pri nekem zdravem posamezniku, ki se prehranjuje uravnoteženo, pa te potrebe ni. Recimo v raziskavi ste navedeni, da ljudje dobijo veliko informacij preko spleta, preko medijev. Vam zanima, kak je ugotovila, koliko teh, recimo, ne vem, nekih zavajajočih zadev oziroma celo škodljivih, ki se pojavljajo v medijih oziroma v reklamah, ker tega je recimo ogromno. Ne? Tega je ogromno in zdaj, če dovolite, bom šel en korak nazaj, da bom lažje razložil, zakaj vam ne znam odgovoriti konkretno, koliko je tega. Od leta 2013 namreč nimamo več peljanega sistema notifikacije prehranskih dopolnil. Namreč pred tem letom je vsako prehransko dopolnilo moralo biti notificirano pri Ministrstvu za zdravje. To pomeni, da tisti nosilec živilske dejavnosti, ki je takšen izdelek dajal na trg, o tem moral obvestiti
To je šlo samo za notifikacijo, ni šlo za preverjanje izdelkov, ampak vsaj nek register, seznam izdelkov smo imeli. Tega od leta, mislim, da 2013 v Sloveniji nimamo več, to ni zahteva evropske zakonodaje, da bi to v državi moralo biti postavljeno. Tako da vam v tem trenutku nihče ne zna točno povedati, koliko prehranskih dopolnil je dejansko na trgu. Po naših izkušnjah ali pa če recimo odprete kakšna splet ali pa kakšne druge, recimo še posebej brezplačnike, pa najdemo noter cel kup teh izdelkov, katerim navajajo neke lastnosti in vpliv na naše zdravje, ki ga dejansko nimajo. In to je velik problem, ne samo pri nas, ampak v Evropi in drugod po svetu. In zakonodajo na tem področju imamo. Na zakonodajnem področju je opredeljeno, katere so tiste zdravstvene trditve, ki se smejo uporabljati na živilih nasploh, s tem pa spadajo tudi prehranska dopolnila. To so živila. Težava pa je, da se vsi nosilci živilske dejavnosti, ki torej tržijo, prodajajo, proizvajajo teh zakonskih omejitev ne držijo. In potem se lahko dejansko pojavijo na trgu izdelki, ki se jim pripisujejo skoraj da čudežne lastnosti. Glede na to pa, da nimamo sistematičnega preverjanja kakovosti, preden izdelek sploh pride na trg, pa lahko vsebujejo tudi snovi, ki so zdravju škodljive. Načeloma zakonodaja pravi, da lahko prehransko dopolnilo vsebuje tiste snovi, katerih uporaba je dokazano varna. Ampak če ni kontrole, stopne bariere pred trgom, lahko različni deležniki to razumejo različno. Posledica pa je, tako kot sami ugotavljate, poplava izdelkov, ki jih na trgu ne bi smelo biti. Pa obstaja kaj kdo, ki bi to preveril, recimo, ne vem, če veste, recimo dojilni tudi ali karkoli, da se pojavljajo? Veste, to je urejeno enako, kot so urejena vsa ostala živila. Namreč prehranska dopolnila so živila. In tukaj je odgovornost izključno na nosilcih živilske dejavnosti, torej tisti, ki živila pridelujejo, predelujejo in potem tržijo, prodajajo. Država ima vzpostavljene mehanizme nadzora preko inšpekcijskih služb. Sami pa vemo, koliko je izdelkov na trgu in koliko je inšpektorjev in kakšne so tukaj tudi možnosti tega nadzora. In zaradi tega je tudi na področju prehranskih dopolnil lahko se pojavljajo prakse, ki se ne bi smele pojavljati. Pri zdravilih pa poudarjamo, je pa ta razlika, da mora biti dokazano učinkovita, varna in kakovostna. Kar pomeni, da če želi nekdo dati neko zdravilo na trg, mora pridobiti dovoljenje za promet in v okviru tega dovoljenja mora dokazati, da so varna, kakovostna, učinkovita. In to je tista pomembna razlika med zdravilom in prehranskim dopolnilom z tega kakovostnega vidika. Temeljna razlika je pa v namenu. Zdravilo je za zdravljenje, prehransko dopolnilo je za dopolnjevanje prehrane. Mogoče še to, kakšno opazili, tako recimo v farmacevti, da bi recimo imeli neki težave zaradi tega preveč jemanja ali pa ravno tega, da je bil zavajajoče učinke? Zdaj tako, glede teh zavajajočih učinkov, v številnih slovenskih lekarnah imajo vzpostavljene mehanizme, in to je tisto, kar sem prej govoril, imajo kompetence in dejansko tudi uporabljajo za to, da vsaj iz tistega vidika, kot farmacevt v lekarni lahko, torej z vidika označevanja ali pa samega pregleda sestave, izločijo tista, za katere menijo, da niso v skladu z zakonodajo. Tako da en filter so ravno te kompetence farmacevta v lekarni. Večje težave so pa potem nakupi preko spleta, preko prodaje od vrat do vrat in tako dalje, ki pa ravno izkoriščajo te prodajne kanale, ki so manj pod nadzorom inšpekcijskih služb. Za sami konkretne primere vam pa bi težko odgovoril, se pa zadnja leta vzpostavlja vedno bolj sistem nutrivigilance, torej čuječnosti bdenja tudi nad živili. Tako da pričakujem, da bo v prihodnjih letih teh
bolj konkretnih informacij več. Torej, gremo po analogiji zdravil, kjer se bdi farmakovigilanca, kjer so sistemi nadzora nad tem, ko je spremljanja zdravila, ko je že na trgu, zato ker ko zdravilo vstopi v večmilijonsko populacijo, se lahko pojavijo neželeni učinki, ki jih prej v kliničnih študijah, ki so potekale na nekaj tisoč, pa mogoče 10 000 bolnikih, niso detektirali. Ne. Zdaj se vedno bolj vzpostavlja tudi ta sistem nutrivigilance. Tudi če malo pobrskate, recimo na spletno stran Inštituta za javno zdravje, boste kakšno informacijo v zvezi s tem našli. Ni pa še to zelo dobro utečeno. Še kolegica na tej strani ne najmo vprašanje. Sej, tam mogoče se bi še malo navezala, špedali odliče predstavljenja. Kaj pa sankcije za tiste, recimo, ki zavajajo? Imate ta podatek oziroma spremljate še v to smer, se pravi sankcioniranje? No ne, kot lekarne ali kot Slovensko farmacevtsko društvo ne spremljamo tega sankcioniranja. Vem pa, glede na to, da sem to področje v preteklosti malo bolj spremljal, da vsako leto zdravstveni inšpektorat, ki je pristojen za področje prehranskih dopolnil, izda poročilo o svojem delu in tam tudi so podatki o tem, koliko kršitev so oni detektirali. Ne. Kako pa pol vi urgirate oziroma same lekarne umaknejo te izdelke iz polic? Glejte, to so izdelki, ki niso predpisani, da morajo biti na voljo v lekarni, tako kot zdravila. Tam imamo zakonske obveznosti, da imamo na voljo vsa zdravila, da jih preskrbimo v določenem roku pacienta, če jih slučajno ni in tako dalje. To so pa izdelki, ki se lahko pojavijo v različnih prodajnih kanalih, ker gre za živila, tudi v lekarnah. In je potem to stvar poslovne in predvsem strokovne politike posamezne lekarne, katere izdelke bo vključevala. In če ima vzpostavljene te mehanizme, neke vstopne kontrole, potem taki izdelki na police ne pridejo, jih enostavno ne vključimo v prodajni program. Zanima me, kako je v praksi s pobudo, da bi imeli v lekarnah nekakšne mini kotičke za individualno svetovanje ljudem, ki iščejo informacije, bodisi o kombinaciji zdravil in zdravila pa prehranska dopolnila. To je eno. In drugo, kako pogosto se pravzaprav lekarniški farmacevti sami na lastno pobudo odločijo, da človeku, ki kupuje zdravila in prehranska dopolnila oziroma oboje, naprimer aspirin, pa neko sredstvo za prehransko dopolnilo, ne vem, za zboljšanje spomina, ker je vsako zase v redu, skupaj pa vprašljivo zaradi možne krvavitve možganske. Ali oni to sami kdaj svetujejo, ali se to kliko, če vprašaš oziroma po naključju zgodi. In skratka, to svetovanje v praksi. Kar se svetovanja lekarne, vse lekarne imajo prostor za svetovanje, ne, tako da je tista zasebnost v pogovoru, ko gre za lahko tudi občutljiva vprašanja, zagotovljena. In verjamem tudi, da kolegi v lekarnah so zelo bdijo nad tem, kaj pacient pove. Težava pa je, če vseh teh informacij nimajo. In recimo pacient pride enkrat, kot ste omenili, po aspirin, ga opozorijo na določena tveganja, ni nujno pa da na čisto vsa, ker tudi potem sporočila, ki bi jih pacient dobil, ne bi dosegle učinka. Če pa bi prišel skupaj po oba izdelka, pa sem prepričan, da bi kolegi v lekarnah na to takšnega pacienta opozorili. Bi pa na tem mestu izpostavil ravno to storitev, pregled uporabe zdravil, ki je ravno namenjena temu prvi vrsti tistim, ki jemljajo zdravila, ampak v okviru te storitve se pogleda celostno. Vsa zdravila, ki jih bolnik jemlje, uporablja in tudi ostale izdelke. Ne? Ampak zato je pa potreben čas in zato se pacienti na to storitev tudi naročijo. In plačajo? Ali brezplačno?
In mislim, Je da je plačljiva. ja, v večini primerov je to plačljiva storitev. Ja, so tiste, mislim, istočasni skupni nakup teh dveh Zato pa učinkovin in samo zato- slučajno enkrat se je zgodilo, da je farmacevt tam svetoval drugače, pa nikoli ne prej, ne pozneje. Ne. Tako da to čist praksa tekoča povsod ni, pa tudi ti prostori niso označeni, kako naj človek ve, da to je, če to nikjer ni označeno. Prostor za svetovanje je namenjen pogovoru, bodi si, da je ta vnaprej dogovorjen, bodi si, da farmacevt povabi. Zato ker tudi možnosti kadrovske v lekarnah v tem trenutku niso takšne, da bi lahko da bi lahko magister farmacije zapustil oficino in se za 15-20 minut, ne da bi bil prej dogovorjen, umaknil z pacientom, ker namreč takšno poglobljeno svetovanje in celostna obravnava terja svoj čas, tudi priprava. Če je to vse tudi z vaših lekarskih vprašanj, potem se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za udeležbo na novinarski konferenci Slovenskega farmacevtskega društva in lepo pozdravljamo do prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa.